Pozdravljeni na predstavitvi nove Toyota Yaris. Tamle zadaj je, mene pa itak že poznate. Kaj? Kako? Jaz sem Anže. Ja, za avte je že dolgo značilno, da jih pokrivajo in skrivajo in šele potem pokažejo in očitno se bomo na nekaj podobnega letos morali navaditi tudi mi. V glavnem, oba sva lepša brez pokrival, no vsaj Yaris je, ampak preden vam ga konkretno pokažem, vam najprej preberem nekaj njegovih superlativov. Ok, nova platforma GAB zagotavlja več praktičnosti in užitka v vožnji. Motor se lahko pohvali z najhitrejšim izgorevanjem na svetu, njegova termična učinkovitost je boljša celo od dizelskih motorjev. Pa še eno vam, baterija, ja, tole je seveda hibrid, 27% je lažja od tiste v prejšnjem Yarisu. Same fajn reči, ampak nič ne pomagajo, če avto na oko ni prijeten. To je tista prva stvar, zaradi katere vam bo všeč ali pa pač ne. In tale vam bo, samo poglejte ga, kot kakšen buldog je, majhen, širok, nastopaški. Poglejte ta nos ali pa poglejte ta zadek. Vedno pravim, da znamke nekako jahajo valove in včasih so tukaj spodaj, to je bila Toyota recimo kakšnih 10 let nazaj, no potem so pa spet visoko gor in tukaj je Toyota zdaj. Zdaj so njihovi avti zanesljivi in hkrati lepi, včasih so bili pa samo zanesljivi in dolgočasni. Ok, znotraj me ne preseneča, da je dobro sestavljena, ker sta vrhunski recimo že RAV4 in pa Corolla. Veliko materialov je mehkih, tule zgore recimo, nekaj sicer trdih, tukaj navratne obloge, ampak ne moti, ker je vse skupaj sestavljeno kot v tanku. Tale zaslon ima 10 palcev in je zelo pregleden, navigacija je sicer še vedno zgolj povprečna, všeč so mi tudi tile digitalni merilniki, skratka vse skupaj je res fajn. Prostora je spredaj precej, sedim niže kot v prejšnji generaciji, ker mi je takoj všeč, tam smo sedeli malce previsoko, no ker je medosna razdalja za 5 cm daljša od prejšnje, pa je veliko prostora tudi tamle zadaj. Ja, ga je, zame več kot spodobno in prtljažnik meri 286 litrov. Ok, zdaj sem z Yarisom prevozil že okrog 50 km in kakšno stvar že lahko povem. Položaj za volanom je res prijeten. V prejšnji generaciji se je sedelo bistveno višje in mi ni bilo všeč, tukaj je pa krasno. Takoj se čuti tudi, da je avto bolj čvrst in to dokazujejo tudi Toyotini podatki, zato se v zavoje spusti veliko bolj suvereno in čvrsto, tudi občutek na volanu je zelo dober. Yaris kljub temu ostaja nenaporen, naj vas ne skrbi, da je pretrd, prednost teh majhnih avtomobilov je tudi majhna masa, zaradi katere ostajajo udobni, tudi če je podvozje malce bolj trdo. Vem pa, da vas zanima tudi motor. Tale ima samo 3 valje, ampak tega praktično ne slišim, ker ima še elektromotor, torej gre za hibridno različico in v teoriji je hudo impresiven in varčen, v praksi pa v bistvu tudi. Po precej mešani vožnji, torej nekaj avtoceste, takšnega podeželja in nekaj mestne vožnje, imam porabo 3,8 litra. V tišini se vozim praktično večino časa, ker hibridni sklop deluje res vrhunsko. Tudi živahanje z mesta ali pa pri teh malce manjših hitrostih se kar konkretno izstreli in v bistvu lepo zapolnjuje dinamični karakter, ki ga nakazujeta oblika in podvozje. No, sicer pa ima 116 konjičkov. Verjetno se bo zaradi takšne nabrite podobe in takšnega bolj čvrstega karakterja zanj odločila kakšna starejša gospa manj, ampak bo pa sigurno več mlajših kupcev. Tile majhni avti skratka postajajo veliko bolj zreli in popolni. Yaris ima recimo tudi sredinsko zračno blazino, kakršno ima samo še nova Honda Jazz in ostale opreme je tudi veliko. Dobro izgleda, se suvereno pelje in motor je res fajn. Manjka mu samo še oznaka GRMN, ampak pride tudi ta. In z njo daleč najbolj nabrit Yaris vseh časov. Ko mi čakam. Če se že tako fino pelje, bo mu res super.